Delovna telesa so delala več. V prejšnjem mandatu so delovna telesa imela 1173 sej, v tem mandatu 1314, torej indeks 1,12. Preiskovalnih parlamentarnih komisij smo v prejšnjem mandatu imeli 2, v tem 4. To so znane, to je bilo prvo tožilstvo, katere preiskovalno komisijo je zahteval Državni svet, potem znana zadeva KAT, SOD, Mercator, skrajšano govorim, potem preiskovalna komisija 8x8, 6x6 in tako dalje. Moram reči, da pa je delo delovnih teles bilo zelo različno. Povprečno je delovno telo imelo 57 sej, mi smo imeli pa posamezna delovna telesa, posamezne odbore, ki so imeli po 174 sej, recimo odbor za EU zadeve, odbor za zunanjo politiko 138 sej, odbor za notranjo politiko 102, to se pravi 2 do 3-krat več dela kot drugi odbori. To je neka značilnost teh delovnih teles, kadar so oblikovani po posameznih ministrstvih. Torej, vsekakor pa so delovna telesa veliko delo opravila tudi v času predsedovanja. Torej, na kratko, po teh suhoparnih številkah, ki boste imeli možnost tudi podrobneje v gradivu sami obdelovati. Naj samo se dotaknem v tem mandatu teh področji, ki sta nekako osrednji, sicer odnos parlamenta do vlade in pa notranji parlamentarni odnosi. Odnos do vlade pokaže nekaj po teh številkah, in sicer vlada je dala 10-krat manj amandmajev na predloge zakonov, to se pravi, je vendarle bolj premišljeno podajala zakonske predloge, da jih ni bilo potrebno z njihove strani toliko amandmirati. Nujnih postopkov smo imeli precej manj, to se pravi v tem mandatu 23%, v prejšnjem 43% od vseh zakonodajnih postopkov, to so redni, skrajšani in pa nujni. Prekinitev zaradi odsotnosti oziroma nepravočasnega prihoda predstavnika vlade je bilo 24, teh prekinitev ne morem primerjati s prejšnjim mandatom. Interpelacije je bilo enako, približno 3 sedaj, 4 v prejšnjem mandatu. Tako da se mi zdi, da je ta odnos potekal sorazmerno korektno, morda nekoliko bolj dosledno in kvalitetno kot v prejšnjem mandatu, ampak skratka s tem odnosom nimamo velikih težav. Notranji odnosi pa so nekateri, ki so veliko medijsko odmevnost doživeli, predvsem žaljivi nastopi, pri katerih ugotavljamo, da so bili izpostavljeni predvsem na začetku mandata. Takrat se je tudi sprožila ponovno pobuda, da bi se vendarle sprejel nek kodeks ravnanja poslancev v Državnem zboru, kajti poslovnik teh stvari ne omenja, ne opredeljuje, pa nam to ni uspelo. Potem druga taka odmevna zadeva je bil razpad največje opozicijske stranke, pojav novih strank in pa poslanskih skupin, kar je kar nekaj mesecev zelo motilo delo delovnih teles, kajti na novo je bilo potrebno te stvari urediti, članstvo, vodenje delovnih teles in podobno. Potem je bilo vprašanje nadzornih komisij, to sta komisija nadzor javnih financ in pa nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Te dve komisiji sta imela v začetku težave, potem smo spremenili poslovnik, da imata v teh dveh komisijah
da ima opozicija v teh dveh komisijah ne samo vodenje, ampak tudi večino članov in potem so se stvari nekako ustalile, umirile in komisije delujejo normalno. Mnogo je bilo tudi medijskega odziva na ustanavljanje in pa delo preiskovalnih komisij, tako da te stvari so nekako obeležile in pa notranji spori so nekako dali tudi svoj pečat imidžu Državnega zbora. Pojavile so se tudi problemi, ki jih v prejšnjem mandatu nismo zasledili, in sicer način vodenja nekaterih preiskovalnih komisij, odstopi poslancev, v prejšnjem mandatu tega ni bilo zaradi načina vodenja, potem konflikt z organi pregona in pa z državnim tožilstvom, ko posamezno delovno telo oziroma posamezna komisija ni hotela sodelovati, ni hotela podati dokumentov na zahtevo državnega tožilstva. Te stvari so se do konca rednega dela uredile. Skratka, tudi iz tega naslova je bilo kar precej kritik na vodenje Državnega zbora. Nekatere kritike so tudi končale na sodišču, najprej na upravnem sodišču in na to vrhovnem sodišču, kjer je epilog znan. Mislim, da je bilo bolj živahno kot v prejšnjem mandatu odnos pozicija-opozicija v tem mandatu. Predvsem aktivnost opozicije, z tega naslova moram pohvaliti, da so zelo aktivni. Tudi očitkov, da niso usklajeni, ne bi mogel potrditi. Mislim, da smo eden normalnih parlamentov, ki se sooča s takimi stvarmi, ki nekako včasih dviga adrenalin, dviga poživi zadevo, ni pa nič tragičnega. Ob vseh teh medijskih zadevah zelo povzetih jasno, da ljudje najraje berejo take stvari, kot pa suhoparne vsebine posameznih amandmajev ali zakonov. In morda tudi to bo s časoma dvignilo gledanost parlamentarnega kanala. Je pa škoda, da so nekatere zelo dobre in kvalitetne stvari nekako pozabljene zaradi tega. Naj omenim samo predsedovanje, kjer je naš parlament organiziral vrsto evropskih srečanj, pravzaprav odborov nacionalnih parlamentov v Sloveniji in pa tudi dva izredno pomembna srečanja skupaj z Evropskim parlamentom v Bruslju. Moram reči, da so tukaj vsa delovna telesa zelo korektno, intenzivno in kakovostno sodelovala, ne glede na to, ali je delovno telo vodil pozicijski ali opozicijski poslanec. Jaz sem zelo vesel tega, da so se tudi poslanci tukaj zelo državotvorno obnašali in prispevali ne samo k videzu Slovenije, ampak k podobi Slovenije v Evropski uniji, ampak tudi k evropskemu parlamentarizmu. Moram reči, da smo uspeli v mnogih temah, naj omenim samo zadnjo v Bruslju, kjer smo uspeli problematiko Zahodnega Balkana pognati z mrtve točke oziroma narediti korak naprej. Mrtva točka se je pa pojavila z osamosvojitvijo Kosova oziroma s priznanjem Kosova in pa z nekaterimi drugimi stvarmi. Tako da včasih je škoda, da zaradi takih, bi rekel, napol banalnih problemčkov v državnem zboru, ki sodijo v neko parlamentarno življenje, se pozablja na zelo kvalitetno delo vseh udeležencev v parlamentu. Torej, na podlagi vseh dejstev, ki sem jih navedel, sam ocenjujem, da je bil ta mandat Državnega zbora Republike Slovenije uspešen.
če ima kdo